V petek bo v Murski Soboti potekala svečana prireditev ob praznovanju 25. obletnice romskega društva Romani Union. Predsednik društva Jožek Horvat Muc nam bo danes povedal nekaj več o dolgoletnem delovanju društva. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, kot smo dejali, zgodovina romskega društva Romani Union sega že 25 let nazaj. Kako se spominjate začetkov? Moram reči, da smo se leta 1990. oktobra sestali v vrtcu na Pušči in ugotovili, da je bilo potrebno se ustanoviti na neki drugačni bazi, torej na drugačni osnovi. Vsi vemo, da je takrat v bivšem sistemu so bile dorečene, kakšne so lahko določene politične organizacije. Ker pa se je sistem menjal, smo pač predvideli oziroma ugotovili, da je potrebno se tudi na podlagi možnosti, torej zakonodajnih možnosti, da se lahko romska skupnost tudi politično organizira. In tako smo se oktobra 1990 torej ustanovili Romani Union, občine, takratne občine Murska Sobota, Zveza Romov občine Murska Sobota, ki je zajela takratno občino več teh romskih naselij. Torej, obstajate sedaj že 25 let, v teh 25 letih se je zgodilo marsikaj. Kaj se vse dogaja morda v sklopu društva? Kakšne aktivnosti peljete? No, gledajte, jaz moram posebej poudariti, to večina, torej 25 let je kar dolga doba, večina javnost o tem ne ve, ampak moram reči, da smo pravzaprav mi kot takratni Romani Union najprej vložili amandman k takratni Ustavi Republike Slovenije. Moram reči, da so kar nekaj tistih predlogov bilo upoštevanih. Moram reči, da nekaj ne, ampak demokracija je pač takšna. Ustava je bila ponovo zapisana, mi smo svoje predlagali in takrat smo Romi tudi prvič bili v ustavi, torej slovenski Romi, v neki določeni ustavi tudi omenjeni. In takrat nam je to tudi uspelo. Tudi druga zelo pomembna aktivnost je ta, da smo takrat na zbor skupščine občine Murska Sobota, ki jo je sestavljal zbor krajevne skupnosti, zbor delovnega ljudstva in pa politični zbor, dali predlog za to, da naj bi tudi Romi imeli v prihodnje na podlagi zakona oziroma na spremembo zakona ali pa sprejetje zakona o lokalni samoupravi, naj bi Romi imeli tudi svojega predstavnika v občinskem svetu, po domače povedano romskega svetnika. Mi smo to dosegli, preden je zakon bil torej implementiran in uveljavljen. Kolikor se spomnite nazaj, mi smo to že uvedli, takrat smo imeli tudi prvega svetnika. Ostale občine v Sloveniji so se ukvarjali še s tem, ali bo do to zakonsko določbo upoštevali, ne. Ampak to je tudi eno izmed zelo pomembnih del oziroma nalog, ki ga je takrat Romani Union kot takšna oblika organizacije tudi predlagala. Moram reči, da smo takrat tudi začeli z pobudo o pripravi zakona o Romih, ki je sicer bil šele 7 let po tistem sprejet. Potem smo kar nekaj pomembnih dogodkov naredili skupaj z lokalno in pa širšo skupnostjo. Naj jih v točkah omenim. Torej, prvič je država na našo pobudo začela financirati infrastrukturo v romskih naseljih, potem kulturno dejavnost romske skupnosti, založniško dejavnost, infrastrukturno dejavnost, informativno dejavnost. In seveda s tem se je odprla neka nova dimenzija v slovenskem prostoru, da se je potem lahko v celotni Sloveniji romska skupnost razvijala in ustvarjala na tem področju. V petek pravzaprav pripravljate svečano prireditev visokega jubileja in takrat se boste verjetno tudi spomnili na vse te prelomnice. Tako. Mislim, da so to priložnosti, ki jih je potrebno te prelomnice tudi omeniti, o njih je potrebno spregovoriti. Tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da je potrebno tej mladi generaciji, torej tudi generaciji, ki prihaja za nami, ne samo romski, ampak tudi ostalim, tudi politični, lokalni in državni sferi povedati, kaj se je takrat zgodilo. To je bil zgodovinski dogodek, mi ga tako tudi razumemo, kajti takrat se je pravzaprav ta politična samozavest romske skupnosti začela zbujati. Se pravi, da bo v petek slovesno? Tako. Želimo vam uspešno in srečno tudi v prihodnje. Hvala.